Ja, vsako leto z veseljem mi čakamo ta začetek septembra, kljub temu, da vemo, da vsako leto to tudi potrebuje, zahteva kar precej vložene energije, vendar tukaj se vidi ob stiku z vsemi krvodajalci, s katerimi imamo priložnost tukaj govoriti, kako veseli, kako ponosni so, da so lahko naši krvodajalci, kako ponosni so, da pridejo na to akcijo, in mi vemo in verjamemo, da oni to idejo krvodajalstva kot plemenite dejavnosti širijo tudi v svojem lokalnem okolju, tako da s tem skrbijo tudi za stabilnost bazena krvodajalstev. 12 let je lepa doba, res je, da lahko samo na redkih področjih spremljamo nekaj takega tako dolgoročno, vendar ravno zaradi tega, ker gre za plemenito dejavnost, mi verjamemo, da se bo še nadaljevala in da bomo, tako kot pravimo danes 12-tič, se sestali tukaj tudi 20-tič, morda bomo vsi nekoliko bolj sivi, vendar pa verjamemo, da bo krvodajalcev še vedno dovolj in da bodo skrbeli za zaloge krvi tudi takrat. Nikoli se nisem hvalila številkami, tudi letos se ne bom. Jaz sem hvaležna vsakemu, ki je prišel, vsakemu, ki bo še prišel danes, jutri. Jaz bom vesela, da še bodo danes ljudje poklicali, danes ljudem povedali, da bi radi bili z nami. Hvaležna sem, ker se vsi tu tako dobro počutijo, tudi ljudje, ki pridejo prvič. In si želim, da ko pridejo prvič, da z nami pridejo vsako leto in da vmes obiščejo še malo bolnico, pa da vidijo, kako center za transfuzijsko medicino izgleda od znotraj. Torej, odziv je kot vedno zelo dober. Danes jih je bilo do zjutraj naročenih okrog 145 ljudi, se pa še tekom dneva naročajo, še so prosti termini, lahko pridejo danes, jutri smo celo podaljšani do 5. ure popoldan, tako da če se le da, da pridemo nasproti vsem ljudem in da si, če si le lahko, pa če so zdravi, da lahko pridejo k nam. Tako da danes 145, za jutri, vsaj zjutraj je bilo okrog 120 ljudi, mislimo pa, da bo številke šle še navzgor. Meni se zdi, da danes, mislim, vse barve Mavrice so lepe, ampak danes vijolična še posebej sije. In meni se zdi, da neka taka stvar, ki združi toliko dobrih ljudi, da pomagajo drugim ljudem, da je to nekaj čudovitega. Jajčke na masti pečene, to pa bilo to. Ste pa prišli sem peš ali z kolesom? Z avtomobilom, pa smo se vstavili pri parku, pa smo šli malo peške, da se malo poživimo. Tako da telesne aktivnosti pretirane ni bilo, tako kot mora biti, ne? Pretirano ne, malo je bilo. Na malico še greste zdaj, ki vam pripada? Ja, normalno. Malo druženja? Ja, obvezno, malo treba se družiti. Da vaša kri malo spominja na vijolično, ne? Ja, res je. Ste navijač kluba? Ja, seveda. Vedno. Je to razlog, da ste danes tukaj? Tudi ja, dam kri vedno, ampak to še pa je toliko bolj, vedno sem zraven. Dvakrat sem izpustil do zdaj, ampak ja. Slišal sem, da niste prvič tukaj, tako že pravite, ne? Koliko že darujete? Osmič ali devetič. Za vaših pa vse skupaj 26 krat. Torej 8-9 na tej akciji. Marko, kaj ste zatrkovali danes? Danes? Ja, sem jedel malo sadje, malo lahkih stvari, da lahko dam kri, da bo zdrav in da lahko pomaga drugim ljudem. Sodka nekaj posebnega, to na najlepšem stadionu in treba tukaj darovati sodko. In vi ste darovali že koliko let? Prvič sem dal, mislim, da 81 leta, ne. Da pravim, dobro delati. Pa nikoli ne veš, daš potreboval. Lahko šerka, sin, vnukina, pa može sam jaz. Zato je najboljše, da se redno vodi, da vsi mladi, kjer so, da grejo pridati, kak je star 18 let, iz dobro občudi, nekaj jutri, 5.9. in da vijolično kri. Moče kakšen Ljubljanček potreboval, pa dobo pravo kri. Ne, sami pravite, da ni bilo tako hudo. Ne, ni bilo. Za pomoč drugim ljudem nič težko. Tudi ne, če gre taka igla v nekoga? Tudi ne. Verjetno prvič niste tukaj? Ne, nisem. Zdaj sem tretjič daroval kri, tu vijolično kri. Kaj pa sicer? Drugače, tu sem prvi začel, zdaj tretjič normalno darujem kri. Tu sem začel, pa tu sem vedno. Nadaljujete, ne? Tako. Ja.